Na tale avto so pa pri Mazdi kar precej ponosni in v bistvu so lahko. V našem uredništvu je bila na testu že kar nekajkrat, pa še nikoli nismo bili razočarani. Pravzaprav jo vedno pohvalimo, ker ima dobre motorje, se zelo lepo pelje, je dovolj uporabna in prostorna, pa še fajn izgleda. Ampak pri vsakem avtomobilu prej ali slej pride čas za prenovo. Mazda 6 je tokrat prenovljena že drugič. A vas zanima, kaj so naredili, ko so jo prenovili? A vas res zanima? Mislim, ker morate biti pravi Mazda fil, da boste dejansko opazili spremembe. Na zunaj jih skoraj da ni. V bistvu je novo samo tole ogledalo in veste, kaj so še naredili? Izboljšali so izolacijo vrat. Ja, to so naredili. Očitno je tale guma malce debelejša. Ok, še nekaj novosti je, ne pa veliko, vsaj takšnih ne, ki bi jih lahko videli. Znotraj je nov volanski obroč in novi so merilniki, ki imajo bistveno boljšo grafiko, vse ostalo je enako. Vključno s tem zaslonom, ki se mi zdi še vedno eden najboljših in uporabniško najbolj enostavnih. Moti me samo, da zaslon na dotik včasih dela, včasih pa ne. Hec. Vedno dela, ko ste na mestu iz varnostnih vidikov, pa med vožnjo ne dela. In prav je tako. V bistvu so bolj pomembne tiste spremembe, ki se jih na prvo oko niti ne vidi. Krmilni sistem je bojda boljši, opozorilnik pred trčenjem pa je dobil novo kamero, ki je veliko bolj zmogljiva in zato preprečuje trke in opozarja na njih do veliko večje hitrosti, kadar boste sami opazovali kaj drugega namesto prometa pred seboj. Vozniškim zanesenjakom pa bo daleč najbolj všeč dejstvo, da je šestica dobila nov sistem, ki se mu reče G-Vectoring Control. Bom poskušal razložiti čim bolj enostavno. V bistvu pa gre za to, da v samem zavoju, ko voznik obrne volan in še vedno nežno dodaja plin, vsak avtomobil zaradi navora malce zaniha naprej in nazaj. No, ta sistem preprečuje to nihanje, navor motorja v tistem danem trenutku ob zavijanju zmanjša tudi do 7 Nm, kar pomeni, da je vožnja skozi zavoj bistveno bolj mirna, avtomobil oziroma njegov nos lažje zavije skozi ovinek. V bistvu je zadeva podobna temu, če bi voznik med samim zavijanjem še nežno pritisnil zavoro, ampak deluje bistveno bolj hitro. Morda se sliši zakomplicirano, dejansko pa pomaga, da je avtomobil lepše vodljiv in konec koncev tudi bolj udoben, kar lahko vidite na temle posnetku vožnje pri 80 km/h po snegu. S sistemom G-Vectoring Control je volanski obroč bistveno bolj miren, kar seveda v končni fazi vpliva na udobje. To pa je tudi glavni namen avtomobila. Kaj ne rečem, šestica se pelje zelo lepo, zelo udobno, zelo nezahtevno, ampak tudi prej se je že. A ja, tudi motorji so malce prevetrili, pa nič drastičnega. Moči je enako, z elektroniko pa so dosegli, da so bolj prožni in porabijo kakšno kapljico goriva manj. Dizelski motor je bojda tudi nekoliko tišji. To je vse, kakšnih velikih sprememb skratka tale prenova ni prinesla, ampak to je pač tako, če je že osnova zelo dobra.